Torej, radovednost in navdušenje, ključna za spodbujanje bralne pismenosti, to zagotovo velja tudi za odrasle. Brez tega pravzaprav se ne lotevamo stvari v življenju na kateremkoli področju, sploh pa, ko gre za branje. Vendarle pa velikokrat pozabimo na odrasle. Zato jaz vedno dvignem roko ali pa tudi moje kolegice mlajše spodbujam k temu, da ko pozabimo na odrasle, da se vedno to vprašamo. Tako mi, kot tudi vi, ko boste pravzaprav pripravljali projekte in pripravljate projekte take in drugačne za vaše uporabnike. No, prvič, pa ne in ne zadnjič, so pozabili na odrasle tudi na Ministrstvo za izobraževanje, se pravi radovednost in navduševanje, to je pravzaprav motivacija za branje, in v petek Ministrstvo za izobraževanje vabi k strokovnemu dogodku dvig motivacije učečih. Se pravi, vsi smo vabljeni, ampak vendarle med nastopajočimi ni nikogar, ki bi pokril področje odraslih. Vseeno malo, ne vem, zaboli to, ker o motivaciji učečih govorimo brez odraslih, ob dejstvu, da pravzaprav v resnici udeležba v izobraževanju odraslih pada zadnjih nekaj let in to res nam ni v ponos. In to, kar smo tudi že predstavljali v vaši sredini, da imamo pravzaprav 500 000 odraslih z nizkimi spretnostmi, tudi bralnimi spretnostmi in najbrž z slabimi bralnimi navadami. Vseeno mi dovolite, da se tudi kakšno številko vržem zraven, zato da vas lažje prepričam, mogoče ste pa se z njimi tudi že srečali, ampak seveda številke so tudi močne, tako kot so zgodbe močne. Torej, za polovico nam je padla udeležba v izobraževanju odraslih. Res nam to ni v ponos in nas to zelo skrbi. Kaj se dogaja? Je to samo korona? Zakaj smo neuspešni pri vključevanju odraslih v izobraževanje v zadnjih letih? Se pravi, v letu 2011 to je pač en pogled, imamo različne raziskave o vključenosti, ampak cela Evropa spremlja to in moramo tudi mi. Se pravi, iz 16% v letu 2011, ko smo bili nad evropskim povprečjem, smo padli na polovico, se pravi na 8,4 v letu 2020. Zdaj samo še zelo na hitro, se pravi odrasli brez izobrazbe, v katerim se bom danes še vračala in ponovadi niso uporabniki vaših storitev, tudi naših ne, se 8,7-krat manj pogosto vključujejo v izobraževanje. Zdaj, jaz sem prepričana, da se ti ljudje učijo, ker se rodimo radovedni, tako kot smo slišali prej, ampak kako se učijo, kako bi mi mogoče organizirano izobraževanje in učenje in tudi, bom rekla, branje jim približali, pravzaprav očitno še vsi skupaj ne vemo prav dobro. In se pravi, tudi če pogledamo po starosti, če mogoče bom s tem se malo približala vašim uporabnikom, se pravi, v vseh kategorijah starostnih se je pravzaprav udeležba prepolovila. Bolj nekako med tistimi odraslimi, ki so manj izobraženi, to razmerje se je porušilo na slabše tistih, ki so manj izobraženi, ampak če pa gledamo po starosti, pravzaprav je udeležba v vseh starostnih obdobjih upadla. Me bi zanimalo pravzaprav, kako to vi opažate, če je tudi upad pri uporabnikih vaših storitev, ampak bolj seveda pri odraslih. Zdaj, to, da imamo v Sloveniji 500 000 ljudi po raziskavi PIAAC, ki imajo slabe besedilne in matematične spretnosti, torej za, bom rekla, ravnanje, za razumevanje pač informacij v našem okolju, bodisi tiskanih, bodisi na ekranu, je pač potrebno kar dobro brati, zato da jih razumemo, zato da smo do njih kritični, zato da jih lahko uporabljamo. Torej, raziskava PIAAC je pokazala, da tukaj zaostajamo in da če imamo 1 300 000 odraslih v aktivni dobi, se pravi med 16 in 65 letom, je 400 000 res dosti. To je množica, to je velika množica ljudi. Zdaj, ko razmišljamo, ali pa jaz sama, kako uspešni smo pravzaprav z vsem, kar počnemo, z nekimi nasveti, ki jih dajemo politiki, z nekimi programi, ki jih pripravljamo, z nekimi mogoče pristopi, ki jih skušamo razviti, se mi vedno znova pojavi vprašanje, kaj pravzaprav
mi s tem lahko dosežemo pri tej množici ljudi? Je to kaplja v morje? Kje bi se morali stvari v Sloveniji kot v družbi lotiti, da bi premaknili stvari na bolje? In tukaj me je pravzaprav nagovorilo, se pravi, ali bi pravzaprav morali razmišljati o branju, dostopnosti bralnega gradiva, pravzaprav kot neki univerzalni storitvi, kot neki temeljni človekovi pravici. Torej, v knjigi, ki je pravkar izšla in jo nekaj bodo predstavili prav danes, so jo že predstavili pravzaprav še eno uro, v mestni knjižnici Ljubljana, bodo razmišljali in predstavljali, kaj so to pravzaprav univerzalne temeljne storitve, torej recimo zdravstvo, izobraževanje, to sta že dve, ampak razmišljajo seveda za prihodnji čas, za družbo znanja, za digitalno družbo, pravzaprav, da bodo morale postati tudi zaradi trajnostne naravnanosti okolja univerzalne še nekatere druge storitve, kot je transport in še nekaj drugega. Ampak ali bomo mogoče lahko tudi v tej smeri razmišljali, če želimo kaj premakniti v tej naši ljubi Sloveniji, se pravi, da si postavimo vprašanje, ali so izobraževalne priložnosti in dostop do različnega bralnega gradiva v resnici prosto dostopni čisto vsem in enako dostopni čisto vsem odraslim. Že v današnjem času. In kaj bi morali storiti, da bi jim to postalo bolj dostopno? Torej, to, da so dostopne splošno izobraževalne knjižnice ali pa da se vsi lahko oglasimo in se vključimo v brezplačne izobraževalne programe, recimo na srednjih šolah, ljudskih univerzah, na drugih izobraževalnih organizacijah, lokalnih okoljih. To že vemo. Ampak zakaj tega ljudje ne storijo? Zakaj ne pridejo? Kako, na kakšen način bi se jim morali približati? Bom poskušala pravzaprav nekaj naših pogledov, nekaj naših razmislekov v nadaljevanju predstaviti oziroma vas spodbuditi k razmišljanju z nekaterimi stvarmi, ki mogoče so tudi vam bližje, bolj kot nam. Se pravi, nekaj bi rada spregovorila o pogledih na motivacijo za branje in učenje pri odraslih, kaj vemo o spretnostih in bralnih navadah pri odraslih, tukaj sem mogla spet upreti na nekaj podatkov in na koncu bom zaključila pravzaprav, kako mogoče z nekimi modeli, z nekimi primeri pritegniti odrasle iz ranljivih skupin za branje in za učenje. Se pravi, iz tistih skupin, ki pravzaprav se v premajhnem obsegu udeležujejo izobraževanja, ki ga mi pripravljamo za njih in tudi verjetno niso uporabniki, še niso uporabniki vaših storitev. Pogledi na motivacijo za branje in učenje pri odraslih. Torej, tako, bom rekla, sem se sprehodila po nekih, bom rekla, vsebinah, ki so pred kratkim nekako prišle do mene oziroma sem bila udeležena na predavanjih ali pa sem brala, kar se v bistvu te zelo, zelo dotikajo tudi odraslih, tudi če prvenstveno niso bile, bom rekla, pripravljene z mislijo, da bi koristile tudi odraslim. Torej, pedagogika branja za užitek. Najbrž ste bili prisotni na osrednjem dogodku Bralnega društva Slovenije, kjer je dr. Ana Vogrinčič Čepič pripovedovala o tem, kaj je ugotovila pri preučevanju branja pri mladih in tudi pri odraslih. Nekaj besed bi spregovorila o tem, kaj je tisto, kar mislim, da je pravzaprav univerzalno in velja tudi za odrasle. Potem me je zelo nagovorila v bistvu knjiga Zdenka Medveša oziroma knjiga posvečena Zdenku Medvešu, pedagogu, živa pedagoška misel Zdenka Medveša in tudi članek, ki je izšel v zadnji sobotni prilogi, se pravi pogovor z njim. In tretja stvar, dialoško branje, tako imenovano Dialogical Learning Circles v Španiji, avtorja, ki je meni ljub, Španca Ramona Flečo. Se pravi, tudi kaj pravzaprav smo povzeli, kaj nam je bilo blizu, kaj se nam zdi, da je dobro in odpira vrata odraslim v branje in učenje in kaj se nam zdi, da bi lahko tudi uporabili vsi skupaj v naših prizadevanjih. Torej, gotovo se spomnite te slike,
deklica ali pa dekleta, ki jo objema tako toplo tale knjiga, ne. Torej, nekaj stvari sem skušala po spominu povzeti, sploh nisem šla v bistvu gledati njeno predstavitev, čeprav jo imam pred seboj. Torej, Vesna Čepič je govorila o tem, o bralnem doživetju, a ne, da je pomembno, povedala je, da je pomembno, kako beremo in ne le kaj beremo, a ne. To v bistvu pozabimo, ko, bo rekla, se učimo za branje ali pa v šolah, in to, da vsak o prebranem lahko nekaj pove, tudi če ni dober bralec. Ne. Velikokrat, bom rekla, se naslanjamo na neke literarne teorije ali pa govorimo pravzaprav kot poznavalci branja, bralnega gradiva, pozabimo pravzaprav pa, da odrasli iz, bom rekla, manj zastopanih skupin, da se jih branje dotakne osebno, a ne, in da jih nagovori osebno in da doživljajo to branje lahko skozi ta osebna doživetja. In vsak lahko od njih o tem, kaj doživlja, nekaj pove. Pomembno se mi zdi to, da je za branje, za spodbujanje branja pomembno okolje, v katerem beremo, in tukaj je veliko govorila o novodobnih medijih, a ne, oziroma o tem, kje vse lahko beremo, pa bralno gradivo tam ni prisotno, recimo v javnih prostorih, v čakalnicah, v kavarnah, razen izjemoma, a ne. Mogoče se bomo zdaj v naslednjih letih temu bolj posvetili, ko se ukvarjamo z nacionalno strategijo bralne pismenosti. Potem, da je branje mogoče spodbuditi z čutnimi pristopi, a ne, z glasnim branjem, z filmsko adaptacijo in tako naprej. To se mi zdi, da je za odrasle zelo pomembno, sploh tiste odrasle iz naših skupin, ki jih omenjam, ker so vizualni učenci, a ne, ne učijo se toliko iz besedil, kot v bistvu iz podob, iz odnosov, iz pripovedovanja in tako naprej. Tako opažamo. Potem tudi to, da je pogovor o branju lahko vključujoč in povezovalen. In s tem je nekako postavila podlage za pedagogiko branja, za užitek, in naj rečem tudi, da mogoče je s tem tudi odprla vrata andragogiki branja za užitek in, bom rekla, premišljevanju, kako bi pravzaprav te ugotovitve lahko tudi povezali z odraslimi. Torej, Zdenko Medveš premišljuje o tem, kako bi v šole vnesli pravzaprav več prostora za ustvarjalnost. Veliko zelo, zelo zanimivih stvari odpira. Med drugim poudari, da je za odpiranje ustvarjalnosti in odpiranje kritičnega odnosa, ne, do prebranega, da se to zgodi v bistvu skozi pripovedovanje in formulacije misli, da je pravzaprav naracija se umaknila, preveč umaknila iz šolskega prostora. In da je zelo, zelo pomembna prvoosebna izkušnja z učenjem, a ne. Se pravi, da v bistvu pri pouku, a ne pripovedujemo samo znanstvenih ugotovitev, tako kot bom jaz mogoče kasneje počela, ampak da omogočimo pravzaprav učencem, pa tudi seveda razmišljamo o odraslih, prvoosebno izkušnjo, se pravi, da sami raziskujejo, preizkušajo, postavljajo neke korake in potem govorijo o tem, do kakšnih spoznanj so prišli, in potem to primerjajo z nekimi dosežki. Še veliko drugih stvari govori tudi v tem članku, sobotni prilogi, ga imam kar na mizi in ga lahko prebiram, tako da če ne utegnete nekaj poseči po knjigi, vam svetujem, da si preberete vsaj članek v sobotni prilogi. Dialoško branje vam najbrž kot spodbujevalcem branja, bom rekla, vodjem pravzaprav in mentorjem različnih oblik bralnih klubov in branja pri odraslih in tudi pri mladih ni tuje. Torej, mogoče veste ali pa tudi ne, da, bom rekla, ga je dialoško branje in učenje zelo dobro opisal, zdaj bom pa jaz pač strokovne knjige bolj pokazala, vi ste bolj literarne, Ramon Flecha, se pravi španski sociolog,
ki sledi Freireovi misli, to je brazilski v bistvu filozof, ki je, se pravi, v slovenskem prevodu je na filozofski fakulteti izšla njegova knjiga Pedagogika zatiranih v odličnem prevodu. Zelo težko je v bistvu take tekste sloveniti in jih prenašati v naše okolje, ampak v resnici je prevod zelo odličen. Tako da ali ena ali druga knjiga vam bo razgrnila pravzaprav, zakaj so dialoško branje in načela dialoškega branja, bom rekla, uporabili kot nekakšno pot, kot odpiranje poti odraslim iz manj zastopanih, marginaliziranih skupin v učenje in v izobraževanje. Torej, v teh krožkih tertuja literaria, kot jim pravijo v španščini, to je pač nekakšno druženje odraslih, se v bistvu berejo skupaj in se pogovarjajo. Torej, utopično nekako v tem smislu, ker je v bistvu je to vrstno branje pravzaprav dostopno prav vsem, tudi tistim odraslim, ki so, lahko rečem, nepismeni, ki ne znajo brati ali pa, bom rekla, črkujejo, zelo slabo berejo. Torej, Fleča v bistvu opiše 7 načel dialoškega učenja in branja. Kot rečeno, nas tudi na Dragoškem centru zanimajo metode odzadaj, kaj se dogaja pravzaprav v nekih uspešnih bralnih skupinah, katerim pogojem pravzaprav mora biti zadoščeno, zato da odrasle pritegnemo, da odrasle pravzaprav motiviramo, navdušimo za branje, da jim damo še nekaj več kot samo branje, in kaj se pravzaprav v ozadju dogaja. Torej, govori pravzaprav o teh 7 načelih učenja in branja, se pravi, zadoščeno mora biti temu, da gre za enakovreden dialog, vsak prispevek se posluša in upošteva, tako kot smo tudi prej slišali, da pogoj za dobro sporazumevanje je tudi, da znamo dobro poslušati. Ampak tukaj se v bistvu res prispevek vsakega posameznika posluša in upošteva. Govori o kulturni inteligenci, ki jo imamo prav vsak odrasel. Vsi smo se v teku življenja nekaj naučili in to, da lahko delimo z drugimi, tudi če nismo, bom rekla, se izšolali. Zelo pomembna je transformacija, ki se mora zgoditi, ki je prav, da se zgodi in se zgodi, če v bistvu upoštevamo in pravzaprav pritegnemo odrasle iz ranljivih skupin k branju in vztrajajo pri branju. Torej, neka sprememba se zgodi notranja v človeku in tudi, ko se zgodi v človeku, se lahko zgodi tudi v njegovi skupnosti. Instrumentalna dimenzija, torej navkljub dvomom, da lahko samo branje in pogovor o prebranjem lahko sploh kaj spremeni, torej veliko spremeni, pride do intelektualnih premikov, do novih spoznanj, do novega znanja, ki je lahko merljivo, zunaj merljivo, tudi imenujem to akademsko znanje, če gre za neke vsebine, ki so povezane z neko, ne vem, zgodovino, mogoče z neko znanostjo, z nekim zdravjem, s čemerkoli. Ustvarjanje pomena skozi učenje se pravzaprav, oziroma skozi branje se neminovno ustvarjajo novi pomeni, novi vpogledi. Solidarnost je zelo pomembna za ljudi, ki prihajajo iz roba, se pravi, da je učenje odprto za vse, za tiste, ki so izobraženi, za tiste, ki niso izobraženi, za tiste, ki dobro berejo, ali pa za tiste, ki sploh ne znajo brati. In tudi enakost razlik, se pravi, da ima vsak pravico, da živi po svoje in da tudi pove svoje. Se pravi, kdor pravzaprav mentor oziroma učitelj oziroma tisti, ki vodi tako skupino, pravzaprav nekako, če se drži teh 7 načel, nekako se zgodijo tudi vse te spremembe, o katerih sem govorila. In tudi za današnji čas, ko je pravzaprav v bistvu učenje očitno postalo tudi, bom rekla, manj dostopno za odrasle iz marginaliziranih ali pa ranljivih skupin, so lahko te oblike učenja in branja lahko na nek način pot vrnitve nazaj v neke skupnosti, v neko družbo, v nek svet dela, tudi recimo v nek akademski svet in v izobraževanje.
Torej, toliko pravzaprav za ta, bom rekla, uvod nekih metod, ki pravzaprav nas dražijo, smo jih pravzaprav do neke mere, ker jih poznamo že nekaj časa, bom rekla, so nas nagovorile in smo jih skušali pravzaprav upoštevati, ko pripravljamo pravzaprav naše modele, naše pristope k izobraževanju odraslih. Torej, nekaj besed samo o bralnih navadah. Raziskovali smo jih v raziskavi spretnosti odraslih PIAAC, ki smo jo tudi že v vaši sredini predstavljali iz malo mogoče drugačnih zornih kotov. Torej, pogledali smo, kakšne so bralne navade in glede na izobrazbo pri odraslih. In zdaj mogoče samo podatke si boste ogledali kasneje v miru. Nas so nekako vendarle presenetili podatki, če pogledamo, kje imamo Slovenijo, se pravi, koliko odraslih prebere vsaj, ki berejo knjigo vsaj enkrat na teden. Se pravi, ugotovimo, da pravzaprav univerzitetno izobraženi Slovenci nekako v povprečju berejo enako pogosto knjige kot srednješolsko izobraženi Švedi in Danci. Torej, tudi z bralnimi navadami bolje izobraženih odraslih v Sloveniji nekako ni vse tako, kot bi si želeli. To kažejo tudi druge raziskave. Zdaj, seveda nas je zanimalo, ker smo raziskovali predvsem spretnosti bralne in druge v raziskavi PIAAC, kako pravzaprav te vplivajo na pogostost branja, in se nam je pokazalo, da tisti odrasli v Sloveniji, ki nikoli ne berejo knjig, dosegajo v povprečju komaj prvo oziroma komaj drugo raven spretnosti, ki smo jih merili, se pravi najnižje ravni, in to seveda ni presenetljivo, je pa seveda spet zelo zaskrbljujoče, če vemo, kako zelo osnovne spretnosti so pokazali odrasli na teh najnižjih ravneh spretnosti. Zdaj, mogoče še skok med strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Torej, mi smo sicer tako v PIAAC-u, ampak jih ne izpostavljamo. Smo pa z enim vprašalnikom, ki ga imamo zdaj na voljo, to je spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti SVOS. V bistvu v ta vprašalnik in ocenjevanje spretnosti vključili nekaj 100 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ker smo pač želeli nekako jim prikazati, s čim pravzaprav imajo, v katerih situacijah imajo odrasli v Sloveniji težave. In tukaj prikazujem samo pač tako podatke, kam so se pretežno uvrščali strokovni delavci po dosežkih na eni od lestvic, ki smo jih merili, kjer smo merili bolj kako dobro rešujejo odrasli probleme v tehnološko bogatih okoljih. To je pač neka zmes digitalne pismenosti, branja in matematične pismenosti, vse skupaj. Torej, tretjina strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, to so zelo različni strokovni delavci, se pravi od učiteljev, svetovalcev, v izobraževanju odraslih in tudi v rednem izobraževanju, ne bi zdaj čisto nič izpostavljala, ampak tretjina strokovnih delavcev se po dosežkih uvršča v bistvu na prvo oziroma pod prvo raven, kar se nam zdi, da tudi ni čisto v redu. In da, bom rekla, za današnji čas, ko pravzaprav moramo, seveda vsi tisti, ki učimo druge, vedeti več in se dobro znajti v teh okoljih, bi nas pravzaprav tudi to moralo skrbeti. Tudi bi ob tej priliki povedala to, da rezultati PIAAC kažejo, da je branje v digitalnem okolju zahtevnejše od klasičnega, prav zaradi vseh teh distraktorjev. Gre za kompleksne procese, kjer je v bistvu potrebno procesirati obenem piktograme, grozde informacij, in če bralna veščina, bralna spretnost ni prav dobro razvita, je vprašanje, kako dobro lahko razbiramo informacije na zaslonih.
Zdaj, kar sem prvotno razmišljala in kar je tudi tema družinska pismenost pravzaprav vključena v ta ABC pismenosti, sem vključila tudi nekaj podatkov o tem, kako dobro berejo oziroma se znajdejo z pisnimi besedili starši. In v bistvu ob tem pravzaprav sem želela poudariti to, da poleg izobraževanja in vključenosti v izobraževanje pri odraslih je najbrž, in seveda, kar je za družine, tudi za otroke, je pravzaprav družinsko in delovno okolje, sta tisti dve okolji, pravzaprav, ki sta mogoče za odrasle še bolj pomembni, ko govorimo o razvoju pismenosti in ohranjanju nekih spretnosti skozi različna življenjska obdobja. S tem seveda, da velikokrat, ko govorimo o družinski pismenosti, pozabimo na potrebe staršev in posebej na potrebe tistih staršev, ki slabo berejo ali pa ne berejo ali pa recimo, da so slabo pismeni, slabo funkcionalno pismeni in se ponovadi v teh ukrepih naših bolj usmerimo na potrebe otrok. Torej, moj prvotni naslov je bil Pismen starš je pismen otrok in bom rekla, na tem mestu pravzaprav bi želela to poudariti, da raziskava PIA, ki je pokazala, tako kot vse druge, da v bistvu otroci iz bolj iz družin z manj socialnega kapitala seveda tudi, bom rekla, slabše se odrežejo v šoli in dosegajo tudi nižje rezultate na različnih drugih merjenjih. In da je nekako splošna zakonitost ta, da če imajo starši nizke spretnosti, je tudi velika verjetnost, da bojo tudi otroci izkazovali nizke dosežke. Torej, menimo, da prav zaradi nizkih spretnosti tudi starši zelo težko podpirajo otrokov zgodnji kognitivni in jezikovni razvoj, težje se vključujejo in, bom rekla, podpirajo otroke v teh predbralnih in predpisalnih spretnostih in, bom rekla, jim ne zagotavljajo pravzaprav enakopravnega, enakovrednega vstopa v šolski sistem, kot recimo starši, ki lahko to zmorejo bolje početi. Se pravi, ko pripravljamo izobraževalne priložnosti za družine, za starše, bralne dogodke za družine, dajmo nekaj pozornosti tudi posvetiti potrebam staršev in jih spodbujati za branje, za njihovo lastno učenje, ker je to najboljša popotnica za družinsko pismenost in za to, da bojo bolje zmožni podpirati svoje otroke pri njihovi izobraževalni poti. Torej, tudi delovno mesto je zelo pomembno pri razvoju pismenosti pri odraslih. Preprosto ne bomo mogli vseh odraslih, te množice odraslih vključiti v različne naše izobraževalne organizirane priložnosti. Tako da je treba tudi na nek način, bom rekla, širiti to vedenje, da je delovno mesto pomemben dejavnik razvoja ali pa tudi usihanja spretnosti in pismenosti. Torej, vemo iz te raziskave, vemo tudi izkušenjsko, da številni odrasli z nizkimi dosežki ne berejo niti pri delu, niti izven dela. In so tukaj številne zamujene priložnosti. Zelo malo pišejo in tudi zelo malo uporabljajo matematične spretnosti. Za tiste odrasle, ki pa veliko berejo, imajo pa običajno, se pravi, boljši položaj pri delu, so bolj produktivni, bolj pripadni podjetju in imajo pogosteje tudi višji zaslužek. In mislim, da so pa to vidiki, ki zanimajo tudi delodajalce in bi bili najbrž iz teh razlogov tudi bili pripravljeni podpreti kakšne bralne skupine, bralne dogodke v delovnem okolju ali pa vsaj bralno polico recimo nekje v delovnih prostorih. Zdaj, da ne bom predolga, ker je ura že pozna, bi rada tako nekako bolj zaokrožila to, o čemer sem govorila, se pravi, kako pritegniti odrasle iz ranljivih skupin k branju in k učenju. Torej,
Na Andragoškem centru sem, kot povedala, se ukvarjamo pravzaprav tako, da premišljujemo o nekih modelih, ki jih ali pa preučujemo pravzaprav neke pristope, ki so uspešni in delujejo, in nekako smo izoblikovali model programov, recimo temu tudi pristopov za ranljive skupine odraslih. Menimo, da je mogoče navduševati in pritegniti različne odrasle iz različnih ranljivih skupin k učenju, jih navduševati tudi za branje, če pravzaprav se jim približamo s tem, da nagovorimo njihove aktualne, sedanje in aktualne potrebe. Bom potem povedala na primeru programa družinske pismenosti, kako smo si to razložili. Se pravi, z modelom, ki smo ga tudi poskušali tudi teoretsko utemeljiti, in bom rekla, to utemeljitev so tudi sprejeli in objavili prav letos v knjigi, ki je spodaj navedena. Se pravi, ne vidi se pravi Global Citizenship for Adult Education. Torej včasih so bolj, bom rekla, dovzetni za nekatere naše ugotovitve v tujini kot doma, ampak najbrž imamo vsi kakšno tako izkušnjo. Se pravi, da ko nagovarjamo ranljive skupine in jih navdušujemo za učenje, mora biti to učenje usmišljeno, mora nagovarjati njihove aktualne potrebe. Bodisi da gre, bodisi da imajo problem z zdravjem, da imajo problem mogoče v družini, mogoče so brezposelni, mogoče živijo na podeželju in želijo nekaj ustvariti s tem, kar imajo, ali kaj drugega. Mi smo sicer to skušali vendarle za večje skupine ljudi definirati, ampak lahko tudi pravzaprav za vsako skupino, ki jo želimo pritegniti, razmišljamo podobno. Torej, vemo iz naših raziskav, da so to ljudje, ki ne radi vstopajo v organizirane oblike izobraževanja, zato ker imajo iz poprejšnjih izobraževanj ne tako dobre izkušnje. In seveda za njih je značilna, to nam raziskave kažejo, tudi nizka raven spretnosti. Zato, ker so se premalo časa šolali, zato, ker so, bom rekla, nekatere spretnosti pri njih mogoče malo usahnile, ker se izogibajo situacijam, ko bi jih morali uporabljati, se učijo po drugih poteh. V izobraževalnih modelih in programih pravzaprav moramo biti pošteni kot izobraževalci, kot navduševalci in zadovoljiti to njihovo potrebo. Na nek način, kakor pač vemo in znamo, hkrati pa seveda dati nekaj več, se pravi, tudi jim dati neko novo znanje in, bom rekla, razviti tiste spretnosti, ki jih primanjkuje. Se pravi, mora priti do neke spremembe. In če dosežemo to, neizogibno pride do dviga spretnosti, pride do nove izobraževalne izkušnje, do neke transformacije, neke nove kvalitete, pride tudi do nove potrebe po izobraževanju. Se pravi, pojavijo se nove izobraževalne potrebe in takrat vemo, da smo dosegli svoj cilj, tudi če je bila ta izobraževalni program ali pa pristop bolj kratek. Se pravi, da pride do ohrabrujoče izobraževalne izkušnje. Torej, več, kot smo že predstavljali, program družinske pismenosti, več programov družinske pismenosti smo razvili, eden od njih je program Beremo in pišemo skupaj, ki je bil pred nekaj leti prenovljen in kjer smo v bistvu pojasnili, kaj se dogaja, kaj se dogaja, pa se mora zgoditi, kaj tudi izobraževalec mora razumeti, zato da pride do želenega učinka. Torej, program je namenjen staršem in otrokom v prvi triadi. Torej, poudarjam, program je namenjen staršem, čeprav gre za program družinske pismenosti, in s programom nagovarjamo potrebe staršev. In domišljamo si, da smo razumeli to potrebo staršev ali pa željo, in sicer, da je to želja pomagati otrokom v šoli, še posebej v obdobju opismenjevanja. Se pravi, da v bistvu želimo opolnomočiti starše,
za njihovo lastno učenje in razvijanje njihovih temeljnih zmožnosti, hkrati pa tudi jih opogumljamo in jim damo pravzaprav neke pristope, neke modele, kako lahko pomagajo otrokom v tem obdobju opismenjevanja, s tem seveda, da več v družino vnašajo več teh dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo in so pravzaprav primerne za različne tipe družin. Se pravi, da skušamo zasledovati razvijanje temeljnih spretnosti staršev v vsakdanjem življenju, da utrjujemo stališča in znanja o pomenu pismenosti za vse generacije in da jih v bistvu usposabljamo za to, da so v tem smislu boljši starši, če mi dovolite, da tako rečem. In obvezno, se pravi, so v ta program vključeni tudi otroci. Se pravi, da naslovimo aktualno potrebo, da se zdaj izrazim s tem, kar sem razlagala prej, da razvijamo pismenost in branje v povezavi s to potrebo, da staršem omogočamo in tudi otrokom prvoosebno izkušnjo pri razvoju pismenosti v družini, ker v bistvu vse različni pristopi in modeli preizkušajo na samem programu in doma in se o tem pravzaprav pogovarjajo in starši in otroci, se pravi, da se neko meta znanje še razvija in seveda tudi na programu. Da v bistvu spodbuja starše in otroke k pripovedovanju o teh izkušnjah, k refleksiji o teh izkušnjah, se pravi, da temelji na dialoških principih, o katerih sem govorila prej. Seveda, ker se pogovarjamo tudi o knjigah, se jih spodbuja in ene in druge k branju za užitek in učenje, tudi k bralnemu zgledu in seveda s tem tudi odpiramo nove izobraževalne potrebe pri starših, se pravi, navdušujemo jih za branje. Se pravi, ta model, ko nagovorimo, je izrisan tukaj na desno, se pravi, ko jo vključujemo v izobraževalno nedejavne, v tem primeru starše, jih skušamo nagovoriti njihovo aktualno potrebo in s tem osmišljamo to učenje, izboljšujemo, neminovno vplivamo na to, da se izboljšujejo njihove spretnosti, zmožnosti, da pridobivajo nova znanja. S tem se spremeni tudi neposredna sprememba izobraževalne izkušnje. Oni sami sebe doživljajo kot učence, ne samo njihove otroke. S tem na nek način zadovoljimo njihovo potrebo in vplivamo na to, da se pojavi nova izobraževalna potreba. Torej, zaključila bi s tem, da samo malo, tudi mojemu ekranu je dosti, da se ne bo izklopil. Torej, kaj si velja zapomniti? Torej, kot izobraževalci odraslih menimo, da ne bomo mogli bistveno spremeniti ravni bralne pismenosti in bralne kulture pri odraslih, če ne bomo obenem razvijali njihove temeljne pismenosti v najširšem ali pa najbolj žlahtnem pomenu besede. Se pravi, ne samo branje, vedno gremo malo čez, vedno pokukamo tudi neko ali splošno razgledanost ali zadovoljimo pravzaprav neko njihovo najbolj aktualno potrebo, ki je lahko, se pravi, je lahko toliko, kolikor je odraslih. Zdaj, mislimo, da je branje v digitalnem svetu, vsaj v današnjem času, enako oddaljeno od odraslih iz ranljivih skupin kot branje iz knjig oziroma branje na papirju, kot sem povedala prej, ker je to branje zahtevno in se pravi, ko pravzaprav delamo z odraslimi, jih pravzaprav na nek način tudi navajamo na te oblike in te možnosti branja. Sami najbrž bojo težko posegali po njih. Se pravi, in to, kar sem želela povedati nazadnje, da je pismenost, bralne in druge spretnosti pri odraslih in ranljivih skupin mogoče razvijati v povezavi z njihovimi neposrednimi potrebami. To seveda ne pomeni, da mi branje pa izobraževanje zbanaliziramo in se pogovarjamo o vsakdanjostih. Torej, mogoče nisem poudarila, da recimo v teh dialoških skupinah v Španiji, ki tečejo, pravzaprav odrasli tudi ne, kot sem rekla, odrasli, ki slabo berejo ali pa so nepismeni, pač poslušajo, kaj jim berejo drugi in berejo svetovne klasike, kot so Dostojevski, Cervantes in seveda različne druge španske klasike. To, kar se nam zdi pravzaprav skoraj utopično,
Se pravi, lahko se tudi ob svetovnih klasikih pogovarjamo o čisto življenjskih problemih, tako kot jih vidi čisto vsak odrasli. Seveda pa bi želeli, da vnašamo, da razmišljamo, kako bi vnesli več branja, tako literature kot strokovnega branja, recimo, če govorimo o delovnem mestu, se pravi, ali pa kakršnega koli branja v družinska in v delovna okolja. Tukaj mislim, da bomo mogli z roko v roki vstopati v ta okolja in pravzaprav si pomagati s tem, kar vemo mi in kar veste vi. Hvala lepa.